Živjo, sem Jana Pristovšek in spet smo skupaj. Zadnjič sem govorila o prvem in o drugem koraku do boljšega odnosa in zdaj smo pri tretjem koraku. Če ste poskušali, potem ste videli, da so določene stvari, ki izgledajo tako strašno enostavne, včasih precej težke. Postavlja se pravzaprav vprašanje, zakaj so te enostavni nasveti. Se pravi, da se umirimo, da govorimo počasneje, z nižjim glasom, zato da nas ljudje slišijo, včasih tako naporni. Kaj je druga stran tega? Druga stran tega je, da ko smo mi čustveni, ko smo razburjeni, ko smo prizadeti, ko smo ranjeni, da imamo v sebi željo, potrebo, čustveno energijo, da moramo to povedati. Mi moramo to povedati jasno, glasno, oziroma to je napad, oziroma se umaknemo, utihnemo in ničesar ne povemo. Izginemo iz tega dela življenja. Ta drugi del je umik, je obramba. Ampak ne prvi, ne drugi del ne vodita k rešitvi problema. Prvi del, se pravi, jaz moram povedati, jaz moram biti slišana, to, kar meni leži na duši, moram jaz zdajle povedati. In kasneje se zgodi, da določene besede, določene stavke obžalujemo in se opravičimo. S tem, da se mi opravičimo, ni nič narobe. Ampak narobe je, če se mi opravičujemo vedno znova. Mi ne moramo vedno znova povedati ene in iste nesramne, žaljive stvari in se potem opravičiti. Ker to nima smisla, to ne vodi nikamor. To ne gradi odnosa. In zato, takrat, ko se mi umaknemo in rečemo, jaz rabim zdajle odmor, takrat mi ugotovimo, kako je to težko. In zakaj je to težko? Zaradi tega, ker se mi ne ukvarjamo s sabo. Mi čakamo, da nas bo druga oseba rešila. Mi želimo, da druga oseba pride, vzame čarobno palčko in reče, čira čara, zdaj je vse v redu, zdaj bo tako, da boš ti notranje čustveno pomirjena. Saj mi pravzaprav ne vemo, kaj je pravi vzrok. Dostikrat ne vemo, kaj je pravi vzrok naše razburjenosti, naše žalosti, naše ljubosumnosti, občutka, da nismo pomembni, da nismo vredni, občutka odrinjenosti. Žena reče možu, ne boš hodil več na košarko, ni mi všeč. Konec, ne boš. Mož ne bo rekel, ja dobro, pa ne. Ja ne, jaz bi hodil, zato ker je to en večer v tednu, kjer se jaz družim s prijatelji, kjer se rekreiram, kjer odmislim vsakodnevne skrbi. In zakaj ne bi smel hoditi na košarko? Ja, zato ker se meni to ne zdi pametno, zato ker smo družina, zato ker mora biti doma, zato ker moramo stvari delati skupaj, zato ker ne vem kaj, zato ker sem preobremenjena. Ja, ampak vzrok ni v košarki. Vzrok je v tem, da si preobremenjena. In čisto drugače bi bilo, če bi možu ali pa partnerju rekli, lej, jaz sem preobremenjena, jaz razumem, da greš ti enkrat na teden na košarko, ampak a se midva lahko zmeniva, da si te najine dnevne, vsakodnevne stvari, ki morajo biti narejene, malo razdeliva. In redko kateri mož ali pa partner bo rekel ne. Če pa rečemo, ne, ti ne boš hodil na košarko, pika, ja, boš šel, ne? Boš šel? In kaj se bo zgodilo? Prišel bo nazaj in mi bomo slabe volje. Ne upošteva me, ne sliši me, ne ljubi me, ni mu mar za družino, ni mu mar za otroke. Da boste prav lahko povedali,
morate vi najprej ugotoviti pri sami sebi, kaj hočete pravzaprav povedati. In to ugotovite takrat, ko ste razburjeni, ko se umaknete, ko predelate te čustvene energije, ki so v vas dobesedno bruhajo, in se vprašate, kaj bi jaz pravzaprav rada? Kaj bi jaz pravzaprav rada povedala, dopovedala in tako naprej? Kaj bi jaz rada spremenila? In isto velja zanj. Tudi moški se more umakniti, tudi moški more malo premisliti, tudi moški more v umirjenem času povedati ženi, kaj mu je všeč, kaj mu ni všeč, kaj bi spremenil. In to ne na način in velja za oba, zanjo in zanj. Ti delaš to narobe, ti si kriv, ti ne smeš tega, ti bi moral to. Ali ti bi morala to. Reče mož, ne, s prijateljicami ne smeš hoditi ven, zaradi tega, ker ne vem zakaj. Ker nimajo dobrega mnenja o meni, zato ker smo družina, zato ker mora biti žena doma, zato ker ne vem zakaj. En banalen vzrok najde. Ampak pripelje tako daleč, da žena ali partnerka dejansko ne gre, zgubi svoj socialni krog. Ljudje rabimo poleg ljudi v družini, se pravi moža, partnerja, ženo, partnerko, otroke, tudi širši socialni krog, pa naj bojo to sorodniki ali pa naj bojo prijatelji. In va se o službi ne pogovarjava. Jaz ne morem poslušati več o njegovi službi, o njegovih problemih, ali pa on reče isto, mene ne zanima, kaj te ženske tam govorijo v pisarni, v proizvodni, trgovini, kjerkoli že. Ampak služba je 1/3 našega življenja v odrasli dobi. In težko je 1/3 življenja ločiti od družinskega življenja, kjer naj bi bilo vse. To ne pomeni, da mi 24 ur na dan govorimo o službi. Ne pomeni, da mi vedno znova in znova govorimo ene in iste stvari. Koliko je ta nesramna, koliko me ne pogleda, koliko nič ne dela, koliko imam jaz dela, to je drama. Ampak lahko pa povemo, lej, jaz imam ta teden en velik projekt. Ful bom obremenjen, lahko bom celo kasneje prišel iz službe. Okej, bo rekla žena. Dobro, da vem, bomo pač prilagodili teden temu. In teden se lahko prilagodi temu. Zato, ker takrat, ko je manj obremenitve v službi, je čas za kakšen popoldanski izlet, tudi za kakšne druge dejavnosti. Ampak ne moramo jeti mi kupovati neke velike stvari ali pa se odločati, kakšno hišo, kakšen načrt bomo zbrali ali pa kakšen avto bomo kupili, ravno takrat, ko je eden od partnerjev v službi maks obremenjen. Tukaj gre za to, da si prisluhneva, da se razumeva. In s tem gradita odnos, s tem gradita zaupanje, s tem gradita bližino. Pogovor naj bi bil v živo. So ljudje, ki težko govorijo, ki težko zberejo misli, ki težko se izrazijo. V tem primeru je pametno, da to sporočite v mailu ali pa v pismu, nikakor pa ne po sporočilih. V mailu ali v pismu vi poveste svoje misli, svoja videnja, svoja hotenja in naredite nek zaključek. Ni treba, zaključek ne sme biti tako, bo in nič drugače. Zaključek je, hvala, ker si prebral, kaj pa ti meniš o tem. Se pravi, mail ali pismo ima glavo in ima rep. Kaj imajo pa sporočila? Sporočila nimajo pa nič od tega.
Sporočilo je pa en stavek, tak, enter, pošlji. Tak, enter, pošlji. Tak, enter, pošlji. In potem dobi druga oseba, če ne spremlja sproti, dobi 53 sporočil. 53 sporočil. Pa naj bo to po sporočilih, po Viberju, po Messengerju, po WhatsAppu, po Hangoutsu, kjerkoli. Ampak nima ne repa, ne glave. Zato, ker sporočila pišemo takrat, ko smo mi razburjeni. Ker če ne bi bili razburjeni, bi lahko počakalo. In ravno takrat, ko smo mi razburjeni, ne bi smeli nič govoriti, nič pisati in nič sporočati. In to so te enostavne zadeve. Prvi korak je, da se umirimo. Drugi korak je, da govorimo počasneje, premišljeno in z nizkim glasom, ker s tem umirjamo sebe in umirjamo drugega. In tretji korak je, da si sporočita, da si povesta, tole sva midva dobro rešila. O tem sva se dobro pogovorila. Vesela sem, da sva se lahko pogovorila in ne skregala. Vesela sem, da si mi prisluhnil. Veliko mi pomeni, da sem ti lahko povedal. Te stvari je treba tudi povedati. Zakaj bi povedali samo stvari, ki niso v redu? Enako kot povemo stvari, ki niso v redu, moramo povedati stvari, ki so v redu. Ljudje se skregajo, tako močno so besni drug na drugega, da se blokirajo na socialnih omrežjih, potem se odblokirajo, potem so spet skupaj, potem se imajo spet radi. Ampak na ta način ni rešen noben problem. Na ta način se vidva ničesar ne zmenita. Na ta način se vidva oddaljujeta. Ni se imeti težko rad, takrat, ko je lepo. Ampak težko se je imeti rad, takrat, ko se ne počutimo dobro. In to določa, kako kvaliteten je naš odnos. Kako kvalitetno greva midva čez te frustracije. In ni treba rešiti vse v enem pogovoru. Ni treba rešiti vse takoj. So stvari, kjer je potreben čas, kjer lahko rečeva, okej, do tukaj sva se pogovorila, nimava vseh informacij, bova videla, kako bo, in potem se bova odločala naprej. Če je prvi korak umiritev, če je drugi korak to, da s poročanjem govorimo počasi, premišljeno in potiho, se pravi, da ne ranimo, da nismo nesramni, da ne zaostrujemo, da ne ponižujemo, da ne nalagamo krivde. Zdaj sem spet zgrešila. Je tretji korak to, da pokažemo navdušenje, da smo zadovoljni, da smo pomirjeni, da smo srečni in da je odličen rezultat, ker sva se pogovorila, tudi če nisva prišla do konca, da se nisva skregala, da se nisva ranila, da nisva bila nesramna drug do drugega. In po pogovoru, kljub temu, da je bil težak, se na koncu lahko objameta in si povesta, midva sva dober tim. Ker za partnerstvo ni dovolj samo ljubezen. Ni dovolj samo to, da nam je všeč na videz, kako izgleda. Za partnerstvo je pomembno tudi to, da sva midva dober tim. In te stvari gradijo odnos. Zakaj? Zato, ker si zaupava.
Ker jaz vem, da karkoli, ko bom jaz v stiski, bom povedala svojemu možu, poglej, jaz se počutim tako, ta stvar mene tako spravlja v stisko, da sem pravzaprav presenečena in me je grozno strah. Strah me je, kaj se bo zgodilo, strah me je česarkoli že. In mož, partner, reče, ok, dajva se malo o tem pogovoriti. In pusti, da jaz govorim in pove svoje videnje. Zato, ker nam je realno marsikaj jasno, ampak čustveno čutimo drugače in reagiramo mi čustveno. V partnerstvu, v zakonu moramo mi zgraditi varnost, moramo mi zgraditi zaupanje. In varnost in zaupanje ne zgradimo z afektnimi dejanji, ga ne zgradimo z nesramnostmi, ga ne zgradimo s poniževanjem, ultimati, ampak ga zgradimo s kompromisi, s pogovorom. Kompromis ne pomeni, da nekdo zmaga, nekdo izgubi. Kompromis pomeni to, da sva na koncu oba zmagovalca, da je obema prav, zato ker sva se pogovorila in sva videla stvari iz več različnih vidikov. In to gradi partnerstvo. Resnično vam polagam na srce, da poskušate to, kar slišite, to, kar preberete, spraviti tudi v prakso. Dokler mi samo poslušamo, dokler mi samo gledamo, ni rečeno, da znamo to narediti, po vsej verjetnosti ne. Ko pa poskušamo nekaj narediti in ni treba, da naredimo 100%, dovolj je, da se, ko se razburimo, ko čutimo, ko se slišimo, da se po določenem času ustavimo. Ko bomo mi na to pozorni, se bomo ustavili dosti prej, vsakič prej. Dokler ne pridemo do tega, da se predno kaj rečemo, predno kaj nesramnega, predno kaj siknemo, preden se umaknemo, predno smo užaljeni, predno karkoli že, da tega ne naredimo. Ampak zato je potrebna vaja, zato je potrebna umiritev, zato se moramo ukvarjati s sabo, zato ni stvar samo, da poslušamo. To, da mi delamo v afektu, še enkrat, s tem ne rešimo ničesar, s tem naredimo nov problem. To, da mi spregovorimo ali napišemo v umiritvi, se pa problem reši. V knjigi Čarobni odnos so napisane metode, vaje, kako se lahko umirimo. V knjigi Ko ljubezen boli ali toksična oseba in jaz je predstavljeno neprimerno vedenje oziroma neprimerne besede, neprimeren način, s katerimi mi odnos rušimo. V drugem delu je opisano, zakaj do določenih stvari v nas zakaj določene besede, določena dejanja v nas sprožijo občutja, ki niso prijetna, ki vodijo potem nas k napačnim dejanjem ali napačnim besedam. In v tretjem delu sem napisala, kako različna hotenja so v nas, ki zelo vplivajo na partnerski odnos. Ko mi razumemo drug drugega, ko mi razumemo, da je meni ena stvar pomembna, mojemu možu pa druga stvar pomembna in da moja ni bolj pomembna od njegove nič pomembne, takrat se midva lahko poveževa in razumeva drug drugega.
Imejte se radi. Kmalu se vidimo, slišimo, naročite se na YouTube kanal in vesela bom, če boste kakšen posnetek delili. Imejte se radi, poskrbite zase in se kmalu spet vidimo, slišimo. Srečno.